Lepo pozdravljeni, v središče je prišel David Klobasa, ker sva sodelavca se bova tikala, še prej pa dobrodošel in lepo pozdravljen. Najlepša hvala za povabilo. Si državni svetnik in župan Svete Trojice in kot župan tudi vodja kluba županov Nove Slovenije. Pa bova začela kar pri Sveti Trojici. Občina, lahko rečemo, je pod tvojim vodstvom zaživela. Je pa zdaj v tem vašem koncu zelo aktualno vprašanje novega vrtca. To domačini zelo dobro vejo. Zadeva traja že zelo dolgo in v kateri fazi je zdaj? Jaz bi se vrnil najprej v začetek leta 2018. Sveta Trojica je leta 2018 na volitvah je bilo, takrat je občina imela približno 2000 prebivalcev. V zadnjih 5-6 letih smo prav za stanovanjsko politiko, gradnjo novih stanovanj oziroma hiš uspeli privabiti v občino več kot 300 novih občanov, tako da smo za več kot 10% povečali število prebivalcev v občini in seveda potem imamo te sladke skrbi, ki bi morale biti sladke, pa žal niso v tem našem primeru, je pa gradnja novega vrtca. V tem trenutku me žalosti prav ta odnos upravne enote ministrstev in pa pač na drugi strani nas investitorov, ker zadeve trajajo absolutno predolgo. V tem trenutku smo tudi izgubili sredstva v vrednosti 1 200 000 iz zadnjega razpisa iz leta 2021. Tako da še vedno čakamo na gradbeno dovoljenje, kjer uradniki na upravni enoti Lenart si po svoje razlagajo nekatera dejstva. V tem trenutku je prišel tudi poziv, mi smo dali pritožbo na Ministrstvo za naravne vire in prostor in prišel tudi poziv na upravno enoto, da morajo odločiti in izdati gradbeno dovoljenje, tako da računam na to, da se bo v roku meseca dni ta zadeva pa končno zaključila in da lahko začnemo planirati gradnjo novega vrtca. Seveda pa takoj po tem gradbenem dovoljenju lahko komaj začnemo ponovno iskati sredstva za tako veliko investicijo. Gre namreč za največjo investicijo v naši občini v zgodovini. V zgodovini. Je pa to samo en primer ene razbohotene birokracije, ko se občina nečesa loti, je tukaj ogromno preprek, da bi dosegla, kar Ja, želi. pa ne samo občina. Jaz mislim, da tu problem te absolutno prevelike birokracije na vseh ravneh v življenju. Tudi občanke, občani imajo težave s pridobivanjem soglasij. Naj poudarim, da smo v zadnjih letih imamo po zakonu dodatno moramo imeti na občini urbaniste, kar je pa eni strani zelo dobro. Jaz sem pristaš tega, da so krajine urejene in da držimo nek podeželski slog, obenem na nekaterih točkah seveda dodajaš tisto sodobnost, ampak spet je ena dodatna točka v tem procesu pridobivanja soglasij. Ti kot župan lahko tudi poveš, kako realna je ta vladna samohvala, če se tako izrazim, ko vztraja, da povišuje povprečnine, ampak to so te neki minimalni dvigi, Najbrž se strinjaš s tem in lahko na lastnem primeru poveš, da to nikakor ne zadostuje za vse obveznosti, ki jih mora kriti občina. Občine se zdaj, kakorkoli zaobrnemo, ne samo pri tej, tudi pri vseh ostalih vladah, smo vedno malenkost v podrejenem položaju, obenem zaradi tega, ker mislim, da se državni funkcionarji zavedajo tega, da župani že nekako speljemo stvari in iščemo raznorazna možna financiranja. V tem primeru zdaj pa seveda gre za problem dodajanja novih nalog, kar nam dodaja neke nove obvezne transferje, kateri pa manjšajo pol razvojni proračun občin. In v tem primeru zdaj, ali pa bom dal še bolj slikovit primer, naša občina je v zadnjih 5 letih zmanjšala oziroma povečala razvojno stopnjo, s tem dobimo manj tistega deleža za pod nekim povprečjem razvoja, obenem dobiš nekaj več glavarine in potem dobiš na koncu malenkost manj kot pač eno leto prej. In
Občine se vseeno trudimo nekako preživeti. Vidim, da vsi župani, pa s komerkoli se danes pogovarjam, ki zaključujemo ali pa pripravljamo proračune ali pa smo delali rebalanse v naši občini, imamo dvoletni proračun, tako da smo ga korigirali zdaj samo z rebalansom. Vsi smo morali umakniti nekatere strateške projekte, ker enostavno za ta del ne ostaja nobenih sredstev. Zdaj, iz tega, kar opisuješ, se zelo sklada s tem, kar tudi naši poslanci velikokrat rečejo v raznih razpravah, ko gre za lokalno samoupravo, da župani obrnete vsak evro. Ja, ker ga moramo, ker reče, gledajte, če pogledamo samo naš proračun, 1.800.000 pride iz glavarine, vse ostalo si mora občina ustvariti sama. Pri tem, da 1.100.000 minimalno damo samo za socialne transfere. Na koncu, ko se poplača čisto vse obvezne stroške, iz tega 1.800.000 ostane na občini v tem letu 74.000 evrov. In teh 74.000 evrov bi lahko namenili za projekte, kar vemo, da je nemogoče. Se pravi, trudimo se za svojo politiko, kar se tiče NUSZ-ja in ostalih, predvsem pa pač se trudimo za prijavo na nek razpis, to našo malo vrednost, ki nam ostaja iz razvojnega potencijala, vložiti v to, da dvakrat ali pa trikrat obrneš to na raznih razpisih. Jaz sem ponosen, ker z našo občino smo dejansko na 3. mestu po črpanju evropskih sredstev in se res trudimo za to, no? Ampak ni pa enostavno. Mogoče ni napak, da na tej točki ponoviva, ko si rekel za to, koliko denarja je v bistvu za neke obveznosti. Kaj so obveznosti občine, se pravi socialni transferi, šole, plače učiteljev? Ne, učitelji ne, vzgojitelji. Gre za, tu bi rad poudaril eno stvar, ne, večkrat vidimo, da se država pohvali, smo dvignili minimalno plačo. Jaz podpiram minimalno plačo, ampak država sama v našem primeru je ta dvig takoj vpliva na naš proračun, ker vzgojiteljice, kuharice, čistilke, režijski obrati so recimo na tem nižjem plačnem razredu, ki pa zelo fejst vpliva na proračun. In takoj, ko se to zgodi, občina mora sprejemati rebalans, ker mora prerazporediti sredstva. In vse to ni toliko v pristojnosti potem države. Država samo ukaže ali pa vlada, mi pa moramo se potem s takimi težavami tudi soočiti. Kako pa gre državi tale zahteva občin, nič o občinah, brez občin? Preslabo. Saj mislim, da si že do zdaj opisal kar precej, ampak sem želela potrditev. Ja. Mogoče malo manj znano je, da si ti tudi državni svetnik. Mogoče nek zanimiv projekt ali cilj si zastavil v tej vlogi? Ja, ta cilj sem si zastavil najprej zaradi tega, ker imam veliko prijateljev, pediatrov, to je ena stvar, ki so me začeli pozivati k temu, da se moramo začeti pogovarjati o mentalnem zdravju otrok in mladostnikov, kajti v zadnjih letih, sploh pa po covidu, zaznamo bistveno večje težave. Tudi naša občina namenja 2x več sredstev v psihosomatsko pomoč že danes. In če opazujemo, kaj se je dogajalo v zadnjih tednih, kaj se dogaja z mladino, ki se znajde v stiskah, je čas, da začnemo družinsko obravnavo teh točk in pa točk problema debelosti pri otrocih in mladostnikih. In prav preko državnega sveta smo začeli v bistvu en projekt, kjer je nekako želja tudi NIJZ, da uspemo v Sloveniji imeti 3 centre za zdravljenje debelosti pri otrocih in mladostnikih. Gre za klinike oziroma take centre za družinsko obravnavo, kjer se otroci naučijo, predvsem spoznavajo, kakšen je pravi način življenja, obenem pa pomagamo pri duševnem zdravju otrok in mladostnikov. In v sklopu našega samostana planiramo tudi enega izmed takih centrov. Imaš kakšno časovnico?
Ali smo spet pri birokraciji? Tako, smo pri birokraciji in pa pri državi. Mene moti, mogoče kar se države tiče, najbolj to, da ne vidim nobenega voditelja ali pa nikogar v tem trenutku, ki bi imel neko 10-letno vizijo. Vsaka vlada ima neko vizijo do konca mandata in to za neko strateško upravljanje nekih pomembnih nalog ali pa pomembnih projektov je ekstremno težko. Težko je za izpeljati karkoli, obenem pa pač jaz mislim, da pač politik mora biti dober menedžer. Mi vidimo enega menedžerja, ki ni najboljši, vsaj mogoče zaradi tega, ker je premalo prihajal iz nekega privatnega sektorja. In neka kontinuiteta tudi manjka, predvsem, da zna dobro voditi in pa usmeriti, predvsem pa dati tudi ljudem jasno vizijo, kaj se dogaja. Nekatere stvari samo zato, da so enostavno niso najboljše. Tudi zdaj sicer, te moram popraviti. Ta vlada napoveduje 2 mandata, ampak to ima bolj kot za neko vizijo, je to bolj izgovor, da tega, kar ne naredijo zdaj, da bodo preložili za naprej. To jaz mislim, da pač vsak lahko reče karkoli. Jaz sem sam rekel, da bom 2 mandata, pa mislim, da bom kandidiral še 3. Eno je, kar rečemo, druga zdaj pa je, kaj si ljudje dejansko želijo. In sam menim, da čisto vsak politik bi moral čutiti to, da si ljudje bolj želijo, da imajo tebe, kot pa da se ti želiš te funkcije. Ker kakorkoli te funkcije niso enostavne, predvsem pa nosijo veliko odgovornost in z veliko mero spoštovanja mislim, da se moramo tega tudi lotiti tisti, ki smo izvoljeni funkcionarji. Super Iskrica. Rada bi, da za zaključek še to rečeva, da večkrat slišiš pomisleke ali razmisleke ljudi, ki te ne povezujejo z Novo Slovenijo. Kaj odgovoriš na take iztočnice? Jaz vedno pravim, da politična stranka in pa politična izbira je stvar vsakega posameznika. Jaz nikoli ne bom zapustil Nove Slovenije, razen če me izključijo. Ampak sam sem pristaš starih etabliranih strank. Zdi se mi pomembno predvsem v trenutkih, ko prevzamejo vodstvo, se pravi, ko postanejo vladne stranke. Videli smo dober primer NSI-ja v času prejšnje vlade. Naši ministri so odlično pravili svoje delo, lahko garantiram tudi iz vidika županov, kolegov županov, vsi, ali so to levi ali desni. Recimo, da je moja družba taka, ki se ne delimo toliko na politične barve, ampak vsak je v svoji politični stranki in enostavno znamo dobro komunicirati in spoštujemo mnenja, tudi če se ne strinjamo. Ampak čisto vsi rečejo, da je Nova Slovenija imela odlične kadre. Ja, zato ker pač vsa leta neke gradnje, nekih izkušenj dajo eno razliko in tu vidim predvsem težavo v tej vladi zdaj. In jaz mislim, da sem tipičen NSI-ovec, ene sodobne ali pa bodoče NSI. Odličen zaključek. Nadaljujeva kdaj drugič? Ja, jaz mislim, da bi bilo super. Hvala za danes, hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali, se vidimo kmalu.